danes smo obiskali tudi prebivalce v občini Lendava, predvsem za Hotizo. Predstavili smo jim rešitve, ki so v zakonu. Vemo, da so tu velike potrebe, predvsem kmetovalcev, in smo jim predstavili možnost, da lahko pridobijo v zakup ali pa prodajo od sklada kmetijskih zemljišč določene zemljišča. Predstavili smo tudi nadomestila, ki jih bodo deležni, glede na to, da ne bodo več upravičeni do subvencij. Pogovarjali smo se tudi o nasipih, o daljnovodu Pince-Cerkovce, o nogometnem igrišču in se dogovorili, pa tudi o betonarni, in se dogovorili, da si predvsem betonarno naslednji teden posebej ogledamo, da vidimo, kakšne so možnosti njene preselitve. Tako da srečanje je potekalo v zelo pozitivnem duhu in verjamem, da bomo vse rešitve za to območje našli, ker si jo zaslužijo. Kaj konkretnega ste se mogoče dogovorili glede nasipa? Glede nasipa torej že obstaja mešana komisija med Slovenijo in Hrvaško. Gre za vodogospodarstveno komisijo, ki redno zaseda, in v tem primeru bomo tudi posebej sprožili sestanek, na katerem bomo predlagali, da celotne nasipe vzdržuje Republika Slovenija, in če je potrebna tudi obnova, smo pripravljeni nositi stroške. Zakaj pa potem do zdaj ni bila Slovenija pripravljena nositi stroške in obnoviti nasip do konca? Do sedaj so ti dogovori bili za Hrvaško taki, kot so bili, tako da od tega trenutka dalje si želimo, da bi Slovenija zagotovila to varnost, ki je potrebna. Mene še zanima, veliko občanov je dotičnih v primeru. Danes jih je samo peščica bila tukaj, obveščanje poteka, kako so ljudje seznanjeni z temi dogodki? Torej, že z gospodom načelnikom je bila možnost, da z vsemi opravijo razgovor, vendar so ugotovili, da imajo pretežno enoznačen problem, predvsem kmetijska zemljišča, in zavedamo se, da danes niso bili vsi predstavniki tukaj, ampak imamo nekako zagotovilo, da so problemi večinoma enaki glede kmetijskih zemljišč in da bodo te rešitve primerne tudi za ostale. Enako bodo cene v Pomurju kot v ostalem predelu Slovenije, kjer poteka meja? Cene česa? Zemljišč, nadomestilnih zemljišč, odkupnih zemljišč. Torej, tako kot smo slišali, si predvsem želijo v zakup. Cena zakupa je pa že kot taka določena in s tem se tudi strinjajo, torej želijo zakup. Ste vi zadovoljni z pogovori? Ja, zadovoljen sem s tem, da se stvari dogajajo, torej da se šlo na operativno raven reševanja problemov. Seveda so odprti problemi, mislim, da jih vsi zelo dobro poznamo. Zadovoljen sem z tem, kako so nastavljene smeri reševanja teh problemov. Seveda pa pričakujemo potem tudi končen epilog, ki bo v korist občana. Časovno? Tega jaz ne morem reči, to morajo tisti akteri, ki pač delajo na tem. Bomo se pa tudi na lokalni ravni trudili, da bi sledili temu tempu, ki si ga je vlada zastavila, pa se mi zdi kar hiter in dober. Ne. Mi se bomo držali 6 mesecev ali se bo že prej kaj konkretnega zgodilo? V zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe. Kar se tiče 6 mesecev, razsodba oziroma že sam arbitražni sporazum predvideva, da naj bi dve strani pripravile vse potrebno za to, da se v 6 mesecih, da se razsodba implementira. Jaz lahko zagotovim, da bo Republika Slovenija vse tisto, kar lahko v tem trenutku sama pripravi, ne, v 6 mesecih pripravila. To v praksi na terenu zgleda malo drugače. Kako pa potem... Zakaj malo drugače? Ja, ne vem, vsaj mi tu na terenu imamo slabe izkušnje, naprimer, z vsemi prehodi in vse ostalega, kaj se je do zdaj dogajalo, ne? Odvisno od dobre volje sosedov. Vem, da na državni ravni potekajo pogajanja, ampak v lokalni bo se odjeknilo, bomo rekli, ne? Na to so pripravljeni naši občani po vašem presoji, oziroma tudi sosednji. Glejte, jaz zdaj, kako so občani pripravljeni, težko komentiram, ne? Ampak
Kot sem dejal, Republika Slovenija bo v tem obdobju 6 mesecev pripravila vse, kar lahko sama, upamo pa tudi, da v prihodnje v dogovoru z Republiko Hrvaško, za to, da bo prišlo do implementacije arbitražnega sporazuma. To tudi pomeni, da zopet tisto, kar lahko Republika Slovenija sama pripravi, da bodo naši državljani, seveda, še posebej tisti, katere smo obiskali danes, živeli naprej v razmerah, v katerih so, oziroma da bodo deležni pravic, ki so jih bili deležni tudi do sedaj. Mi težimo ravno z interventnim zakonom in pa tudi z ostalim delovanjem k temu, da ta odločitev arbitražnega sodišča ne bo vplivala negativno na življenje slovenskih državljanov, ki se nahajajo na tem območju, ki jih je ta odločitev na nek način se jih najbolj dotika. Mogoče še samo vprašanje. Gospod župan je tudi rekel, tempo je dober, torej deluje se. Kakšni so nadaljnji koraki? Kaj se lahko pričakuje? Kaj ljudje, ki imajo v lasti kmetijsko zemljišče, sploh pričakujejo? Ja, torej mi intenzivno delamo na vseh področjih, seveda imamo zelo veliko področje, pa tudi zelo veliko območje. Kar se tiče zemljišč, v tem trenutku ostajajo stvari nespremenjene. Potekali bodo pogovori že sedaj z skladom kmetijskih zemljišč, da vidimo, kakšne možnosti so. Nikakor pa do teh zakupov, ki si jih želijo, ne more priti pred dejansko implementacijo. Mogoče samo ena ocena, koliko je to, kar ste danes pogovarjali z občani, koliko je vaša naloga zdaj bistveno težja, zato ker lahko ponujate samo rešitve iz slovenske strani. Verjetno bi bilo lažje, če bi vsaj delno bilo to v dogovoru s Hrvaško. Poglejte, namen interventnega zakona je, da če bi v dogovoru z Republiko Hrvaško reševali to zadevo, potem po vsej verjetnosti velik del vsebine, ki je v interventnem zakonu, sploh ne bi bil potreben. Namen interventnega zakona je ravno v tem, da to manko sodelovanja z druge strani pravzaprav nadoknadimo sami. Tako da že po naravi je vsebina interventnega zakona zelo zahtevna. Zato tudi potekajo usklajevanja z ljudmi. Želimo si, da tempo ostane visok in pa da so rešitve, oziroma da je zakon pripravljen, da nastopi, ko bo to potrebno, z namenom, da slovenski državljani, katere najbolj tangira ta odločitev, neposredno predvsem, zdaj ali zaradi tega, ker živijo na tem območju, ali pa zaradi tega, ker opravljajo svojo, gospodarsko dejavnost oziroma kmetijsko dejavnost na tem področju in so zaradi tega odvisni življenjsko od tega, ne bodo imeli resnih posledic. Se pravi, če smo kaj rekli časovnice tega interventnega zakona, da je bila bi potem tak daleč pripravljen, recimo, da bi ga lahko, če bo potrebno, poslali v državnozborsko obravnavo? Zakon mora biti zagotovo pripravljen v relativno kratkem roku. Naša časovnica je, da je zakon pripravljen v tem mesecu. Zato, da začne postopek, se pravi, da gre na vlado in potem nadaljuje zakonodajni postopek državnega zbora. Hvala vam.